Zdaj se bomo posvetili Gazi. Na stotine Palestincev je v petek odšlo na ulice Gaze, da bi protestirali proti teroristični skupini Hamas v redkem javnem izkazu. Toda še preden so se protesti sploh začeli, je Hamas začel izdajati grožnje. Protesti so bili načrtovani na 18 lokacijah po celotnem območju 26. junija, pri čemer so prebivalci Gaze pozivali Hamas, naj se razoroži in preda oblast prehodni oblasti. Toda tisti, ki so se protestov udeležili, so na vsakem križišču naleteli na oborožence Hamasa in na versko razsodbo, ki je proteste prepovedala. In izrecno opozorila, da bo vsak, ki se bo pojavil ali celo objavil kaj o tem na spletu, obravnavan kot kolaborant Izraela in usmrčen na kraju samem. Več aretacij, pretepov in groženj s smrtjo je očitno zatrlo nemire. In po besedah našega naslednjega gosta, aktivista iz Gaze Ahmeda Fuada Al-Hatiba, nekateri so bili zaslišani in pridržani v bolnišnici Al-Ahli Arab, znani tudi kot baptistična bolnišnica, ki jo Hamas zdaj uporablja kot operativno bazo. To je ista bolnišnica, ki jo je na začetku vojne zadela okvarjena raketa palestinskega islamskega džihada, pri čemer je umrlo več 100 ljudi. Napad, ki ga je New York Times nato napačno pripisal državi Izrael. Zdaj bi rada predala besedo Ahmedu Fuadu Al-Hatibu za več informacij o tem. Je analitik in višji sodelavec pri Atlantic Council. Zdaj ste osebno povedali, da Hamas uporablja bolnišnico Al-Ahli, ki je namenjena zdravljenju bolnih in ranjenih, kot zasliševalni center. Povejte nam, kaj se je dejansko zgodilo med temi protesti? Kaj vemo o tem? Koliko ljudi se jih je dejansko udeležilo? Sprva so bili namreč podatki, da so se ljudje preveč bali iti na ulice. Kaj se je v resnici zgodilo? Seveda, nažalost pa je nekaj posnetkov, ki krožijo netočnih, saj gre za posnetke lanskih protestov proti Hamasu. In to, kar se je zgodilo, je, da je Hamas v celoti mobiliziral tako svoj vladni aparat, varnostne službe svoje vlade, kot tudi teroristične milice brigad Al-Qassam. Fantje, ki so dejansko izvedli napad 7. oktobra, so se jim pridružili tudi pripadniki palestinskega islamskega džihada, ki so ponudili in prostovoljno zagotovili dodatno ognjeno moč in ljudi za zatiranje vseh protestov, ki so bili napovedani. Da bi izpostavili trpljenje, težave in izzive, s katerimi so se ljudje soočali po vsej Gazi, ter pozivali k koncu vladavine Hamasa, ki ga je večina prebivalstva Gaze začela prepoznavati kot glavno oviro za prehod, ki bi lahko omogočil obnovo. In prihod NCA, Nacionalnega odbora za upravljanje Gaze, tehnokratskega odbora. In tako se je zgodilo, da je Hamas v celoti mobiliziral svoj medijski aparat, svoj varnostni aparat, ne samo bolnišnica Al-Ahli, kjer so bili moji posamezni prijatelji dejansko pridržani, mučeni in prisiljeni, da se zavežejo, da ne bodo sodelovali na teh demonstracijah. V petek 26. junija. Toda celotna zdravstvena infrastruktura Gaze, vključno z bolnišnico Al-Aqsa v Deir al-Balahu in bolnišnico Nasser v južni Gazi, je bila prav tako uporabljena za zasliševanje in varnostno zatiranje protestnikov. In tako žal v petek skoraj da ni bilo protestov, kot je bilo načrtovano, zaradi samega strahu in popolne preplavitve Gaze. Tisoči in tisoči terorističnih operativcev so preprečili ljudem, da bi šli na ulice. Torej, da pojasnim, ti videoposnetki, ki so postali viralni na družbenih omrežjih, so bili v resnici iz prejšnjih protestov. Ljudje pa so bili na koncu preveč prestrašeni, da bi šli na ulice. Zaradi te množične mobilizacije lahko rečemo tistega, kar je ostalo od Hamasa na terenu. Pravilno. In bilo je nekaj manjših zborovanj, rekel bi, da jih ni bilo več kot 100, ki so bila na nekaj mestih zelo hitro zatrta, veliko ljudi pa je bilo aretiranih. Vendar dejanskih demonstracij nismo videli. In to je tisto, kar je točno in kar se je zgodilo. In žal je Hamas na ta način uspel zatreti te proteste. Veš, moram reči, da to očitno prikazuje zelo mračno sliko na terenu, glede moči, ki jo ima Hamas še vedno. Bi rekla, da ti načrtovani protesti odražajo širšo populacijo Gaze ali gre bolj za manjši del prebivalstva, ki je nezadovoljen s Hamasom?
Brez dvoma bi rekel, ostajam pri svoji oceni, da je večina prebivalcev Gaze proti Hamasu iz različnih razlogov. In samo to, da si proti Hamasu, še ne pomeni, da si za Izrael. To ne pomeni, nisi razburjen zaradi tega, kar se je zgodilo po 7. oktobru, zaradi izraelskega odziva in tako dalje. Ampak to pravim zato, da prepoznam priložnost. Kljub temu je večini prebivalstva zelo jasno. Hamas je ovira za obnovo. To je ovira za boljše življenje in boljšo prihodnost. Hamas je razlog, zakaj ljudje še naprej živijo v šotorih, v bednih bivališčih, s smetmi povsod, s kanalizacijo, z glodavci, s škodljivci. Ker nobena donatorska država, ne Arabci, ne Evropejci, nihče ne bo vložil niti centa v obnovo. Z nevarnostjo, da bi Hamas lahko preprosto začel novo vojno čez 5-10 let. In vsi znaki kažejo, da se Hamas ponovno utrjuje, poskuša se ponovno vzpostaviti, tudi če ponuja zgolj simbolične ukrepe. Da se tukaj odpove delu nadzora, da tukaj preda nekaj vladnih aparatov, tudi tam so predori še vedno prisotni. Hamas ohranja svoje orožje in Hamas nima namena predati nadzora nad Gazo. Tako da protesti zelo močno predstavljajo, lahko rečem, prevladujoče stališče v Gazi. Vendar pa so ljudje prestrašeni. Predstavljajte si ljudi v Severni Koreji ali ljudi v Putinovi Rusiji ali v Lukašenkovi Belorusiji, ki bi poskušali izraziti svoje nasprotovanje. In petek je dober pokazatelj, kako nevarno je to lahko. No, Ahmed, rada bi se ti zahvalila, da si se nam kot običajno pridružil. Zanimivo je slišati, kaj imaš povedati, veš, iz svojih virov na terenu. Hvala.